Bi samo navezala na vprašanje, kako pa pri sebi ustvariti ta fokus, obdržati to energijo, da se ne, tako temu reče, potegniti vase, joj, kaj pa bo zdaj? Ja, bom jaz. Jaz sem imela drugače isto težavo, no te verjeli, lahko mislite. Ne, tudi ne verjamem, majke mi. Kako potegniti se nazaj, problem je to, da ljudje, to je mogoče malo klišejska, ampak premalo to vate. Finta je v tem, da recimo, ko imaš ti imaš vsak dan neka soočanja, ne? Lahko so ful majhna, lahko ti, ne vem, trgovka nekaj reče, lahko ti nekdo na pumpi nekaj reče, a veš kaj mislim? In ljudje ne delajo, recimo, če hočeš ti graditi velika soočanja, moraš začeti z malimi soočanji. A veš, ljudje recimo ful velikrat bi komu nekaj rekala, pa lahko prosim, ne vem, v trgovini narinaš vame, ne vem kaj, pa tega ne delajo, ker v Sloveniji to ni kulturno, v Srbiji je to malo drugače, veš. A veš, ajde makni se, a veš, ne? Ne, res je drugače. In finta je v tem, da potem, ko pride en ključni trenutek, zdaj ti mene sprašuješ, kako zbrati fokus, katerega ti ni zgradila, kako zdaj v njih energiji ostati, a veš, ki se zgodi enkrat na let. A ne, to je tako, a veš, vse moj trener ve. Če greš enkrat na let v fitness, pač ni mišic. Pusti me primer. Štekaš? In ti, finta je v tem, da vi se včasih, jaz vidim par ljudje, ki mi hodijo na tečaje, se hočejo pripravljati na ključen trenutek za eno osebo, ki res morajo povedati svoje, veš, ko se že nabirali, ne? In potem, ko prije ključen trenutek, ti misliš, da imaš nabran bazen energije in da bo zdaj do tega prišlo, ne bo. Zato, ker je prevelik vpliv. Skratka, ti moraš energijo, a veš, si že kdaj slišala korak za korakom palačo na to, ne? Ti moraš to graditi, ampak začneš na majhnih stvareh. Na majhnih stvarih je kakor to, a mi lahko prosim nekaj pomagaš, danes bi jaz pa to, ne pa joj, nočem ga obremenjevati. Mogoče se to ne zdi ista stvar, kakor soočati se z nekom, ampak je, ker se moraš izražati. Ampak ti se ne moraš kar velike čevlje skočati. Tako da moraš začeti z majhnimi stvarmi. Vi se boste zgradili do tja. Meni recimo, ne boste verjeli, ampak to je bilo 13 let nazaj. Meni, ko so te hejteri prišli, pa so mi z nečem, ja, Kristi, to, ti pa tret. Jaz sem bila tako jaz sem se ful velikrat jokala doma. Res, mene je ful to bolelo, zaradi tega, ker, razumeš, to je bilo življenjsko poslanstvo, govorili so mi, da sem izrabila smrt moja mama, tako jaz sem se ful sekirala, jaz sem tokrat jokala za ljudi. Mislim, da pol Slovenije takrat, razumeš, ko je to delala, ni vedela, koliko sem se zaradi tega sekirala. Jaz sem pa sam hotela dober, ampak jaz se takrat nisem znala odzivati. In recimo danes, ko mi nekdo prije z nekim sranjem, probi. Ampak, a veš zakaj? Zaradi tega, ker sem dobila te mišice, ali bom preživela kot light worker, ali pa me bo pobral, a štekaš. In včasih mi reče, da prehiter reagiram, da sem preveč ostra. Ampak enkrat smo imeli na to debato, nisem preveč ostra. Tudi kako odreagiram zato, da zaščitam svojo energijo, zato, da bom za tiste ljudi, recimo vi, ki ste v dvorani, lahko imela energijo. Ampak to se ni zgodilo čez noč. A veš, kaj mislim? To se je zgodilo najprej na majhnih stvareh, pa na enem človeku, pa na drugem človeku, pa tretjem človeku, pa na četrtem, ampak ti moraš s tem biti v stiku vsak dan in imaš priložnost. Taka energija se gradi vse. A veš, to je tako, kot če hodiš k trenerju. Mišice grejo počas, nimaš kar six-packa. Imaš, sam je zaščiten. Ja. Je treba trenirati vsaj 3-krat na teden. A razumeš, začni z majhnimi stvarmi. O tem eni ste poslušali to vsebino, to imate točno v knjigi. Mikro, makro je naslov poglavja, preberite si to. Ljudje hočejo skočiti v neki, kar vaši možgani ne razumejo, kaj ti hočeš od njih. Če nisi to doživela še, ne razumejo naloge. Tako da začni čist na majhnih stvarih. In ko bo prišla velika stvar, ni šans, da se sploh rabiš postavljati energijo, ker ti si ta energija. Ne rabiš razmišljati, kako jo boš naredila, zato ker boš ti to postala.
Tako, ampak vam je ful obremenitev, kako ne zdaj to narediti, da tebi se zdi, da plezaš na Mount Everest. Da bi najprej na Šmarno goro.